Beletrina v živo. Tone, številni kritiki, literarni teoretiki poudarjajo, da si pomembno zaznamoval literarno in gledališko dogajanje zadnjega pol stoletja. Ampak čeprav si vstopil v literaturo pri svojih 27 letih z zbirko črtic in novel, in čeprav je utemeljitev za veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 2016 poudarila celoten tvoj opus, ki je takrat obsegal približno več kot 30 dramskih in več kot 30 proznih besedil, dober ducat TV in filmskih scenarijev ter radijskih iger, se mi zdi, da ljudje ob omembi tvojega imena še zmeraj najprej pomislijo na komedijo, na humor in seveda na gledališče. Pa vendar se zdi, da po 50. letu, oziroma še kasneje, torej po tvoji upokojitvi leta 2004, da si se posvetil skoraj celoti prozi. Izšlo je veliko število proznih del, samo v zadnjem desetletju je izšlo kar 7 obsežnih romanov in 3 zbirke novel in črtic. Kako bi utemeljil, kako bi pojasnil ta svoj obrat, torej res v prozo in to kar obsežno prozo? Ker gre tudi za obrat v zvrsti. Zvrsti, ja. Pravzaprav okoli tega ne bi modroval. Zakaj? Sam si odgovarjam tako, da komedijo je krajša, se jo da hitro napisati, za roman, ki pa ima 500 strani, pa je treba vsaj 100 ur presedeti za tastaturo. In ko sem bil še v službi, pa sem med Mariborom in Ljubljano v državnem zboru naredil 60 000 na leto. Saj smo imeli vikende proste, ampak takrat sem moral med volivce, če sem se hotel jim prilizniti, da bi me še enkrat volili, ko mi je bilo do tega. Sem znal včasih kar že skoraj celo dramo na pamet. Večkrat povem, da sem tistega moj ata socialistični kolar, ki mi je potem zlasti prek filma prenesel neko prepoznavnost, napisal od 1 popoldan do 3 zjutraj. Takrat še nisem zaspal po kosilu, kar ljudje v glavnem vejo, ker so me videli tu v državnem zboru zaspati. Sem v enem šusu napisal. Res pa sem znal vse na pamet. Ko sem se vozil, sem govoril stavke, da bi poslušal, če so taki, da bo publika lahko ali pa igralci lažje govorili. Proza je pa torej nekaj drugega. Obenem pa, ko se staraš, zdaj sem že preko 80, te je tudi nekak strah pa sram, ker ni več priložnosti za popravne izpite. Če sem eno malo slabšo dramo komedijo napisal, sem mislil, bom pa drugi pritisnil. Zdaj pa ni tega in počutim se nekako v resnici malo prej pisatelj. Prej se nisem počutil, se tudi težko rečemo, danes so komediografi največji, ampak Goldoni, Molière so imeli igralske družine, so bili vodje gledališča in je tekst sam za potrebe. Tisto je v bistvu res nekaj drugega. Lahko se pa malo považim, da sem celo življenje strastno bral, tudi prozo, strastno. In tudi zdaj, ko imam več časa, seveda berem, vmes pa poskusim kaj napisati. In zdaj sem torej nehal te zavezam prozo, tudi zdaj še najbrž zadnjo prozo, precej bolj obsežno pišem. Na nek način se pa, če se prej nisem nikoli počutil umetnik, sem se počutil, nekdo bi rekel obrtnik, da so me igrali, pa da je imel moj ansambl kaj igrati, pa igralci, ki sem jih poznal. Se mi zdaj zdi, da se dolgo pripravljam v glavi, predno se odločim, preberem recimo za ta naš roman, ki govori o predvojnem času,
tudi o situaciji, v kateri vidim, da Možina po televiziji govori o spopadu med recimo med desnico ali klerikalno stranko ali pa Koroščevo stranko in seveda bilo jih je malo, mi tu pretiravamo, z nekimi, da ne rečem, posnemovalci bolševikov, ki so zvedeli, kaj se je zgodilo v Rusiji in so tudi rekli zemljo tistemu, ki obdeluje, ali pa tovarne delavcem, ne pa nekim kapitalistom. In je to bil jaz celo moram reči, da so s temi očitki, da je nekdo bolševik ali komunist, pretiravali. Tudi če so dijaki v šoli zahtevali, še ni bilo takih pravil kot zdaj, danes pišemo že 3. šolsko nalogo, bodite tiho, se boste zdaj upirali, ste bolševiki in tako dalje, ali pa še marksist je bil malo manj hudo. Potem vsi so ponavljali Marksov prvi stavek iz komunističnega manifesta: strah se plazi po Evropi, strah komunizma. Moram reči, da se je mogoče s tem malo, po mojem se je vseeno malo pretiravalo. Jaz celo nekako poskušam v 2 prozah že malo rehabilitirati te predvojne komuniste, ne ideološko, ne politično, ampak... Misliš veter vzhoda tudi? Ja, ljudje jih gledajo danes, kot da so bili takrat popiti, pa krajgerji, pa marinci ali ne vem kaj. V bistvu so bili zelo preganjani, imeli so dolge robije, veliko jih je zbežalo iz Slovenije, so mi prej podobni prvim kristjanom, pravzaprav. V kaj se je pa potem to spremenilo, zlasti pa, ko pridejo na oblast po vojni, pa delno govori tudi ta roman. To je ena tema romana, druga, ki je nekako do zdaj celo nisva veliko omenjala, ko sva se javno pogovarjala, pa je gradnja teh bunkerjev od leta 1928, od Dravograda do Radgone, je Rupnikova linija, 2000 bunkerjev so zgradili. In to se v takem ruralnem okolju, tudi kodar sem jaz doma, Pesniški dvor, sem hodil, ko smo na Bregu stanovali, je bilo v samo Pesnico ravno toliko kot Pesniški dvor, je vseeno, čeprav se je to delalo malo prikrito, pa kot vojna tajna, se je to na zemlji ljudeh delalo, če je bila državna še boljša, ampak to je bilo vse privat, in je zelo pretreslo nekatere družine. To sta mogoče bili 2 temi, ker sem od tam doma, ker sem tudi plezal kdaj v take... In imel sem očeta, ki ni imel nič pred vojno, je pri nekem kmetu delal, mama, ki je bila starša, je bila pasterica pri istem kmetu, in ko sta se vzela, mi je večkrat rekel: gospod Frankeš, to je bil tisti veliki kmet, ki je rata delal, Parklič, če ne boš imel nikoli niti svojega vrta, ne boš nič. In bi rekel, da je bil ata malo obseden, da bi prišli do nekega vrta, no, ali pa do nekega malega zemlje, in smo v sreči pri agrarni reformi, o čemer pišem Kolaku, dobili 3 hektare. Čeprav so nam jih čez 3 leta vzeli, se ata vseeno je hodil po tistih 3 hektarjih, pa rekel: kakšen krompir imamo, zdaj sem tudi jaz Kolak. Tako je imel eno svoje... Evo, te stvari me zdaj, ko sem star, pa se vračajo z mislimi nazaj, ali pa če grem, da nimamo več psička, ko smo ga imeli, pa sem moral hoditi na sprehod, vse da je bil vnuk in njen, ampak v Ljubljani ni imela časa za njega, pa sem vedno šel v Pesnico reče, če že moram se sprehajati, se pravi še v Bregi Pesnici, po bregih, kjer sem bil doma. In tudi iz tega se nekako napolniš. Ja, zanimivo, ne? Zdaj si kar nekajkrat omenil seveda komedijo Moj ata socialistični kulak, ki velja za najuspešnejšo komedijo slovensko po 2. svetovni vojni, in ker mislim, da je ravno kar tudi obletnica Klopčiča in je po televiziji kar veliko pozornosti mu posvečene. Naj dodava še to, da jo je ekraniziral Matjaž Klopčič. Ta
komedija je nenazadnje povezana tudi seveda z romanom Pesnica. Jaz se malo probam švindlati, ne. Premišljujem, zakaj mi je ono uspelo, roman pa ne tako. Ampak tudi ljudje ne berejo toliko, ko se tako jezim, grem po cesti, pa mi rečejo, Jezus, pardeš, vidite, kak je pri nas, zakaj vi več ne pišete? Pa bi mu jaz rad odgovoril, da jaz veliko več pišem, samo on pesjan ne bere. On ne bere, on gleda televizijo, pa misli, da je se moje pisanje nehalo s kolakom. Ampak v resnici, Darka, ne, nisi še rekla, dvomim pa, da ne bi, ali pa si mogoče opazila, ker si zelo natančna, bistra, sva prijatelja in več razumeš kot drugi, s katerimi se pogovarjam. Jaz upam, da so neki elementi, res je moja ta komedija, ampak ima žalostne tone. In tudi So univerzalne. dobili, pa jim vzamejo. Fote reče, pa vseeno ni prav, da najprej dajo, pa vzamejo, pa tako. Pol pa mama reče, ata, mi dva ne bova spremenjati, tak pa če svet. Ta mali pa vseeno zaupije, ni prav, ne. In tako veliko krat vključim tudi otroke. In tu si gotovo opazila, da se pojavi neka Zareka, Junakova hčerka, ki zadnji del romana malo po konci drži. In ga tudi naredi, ker gre za njegovo smrt, ki je čudaška ali pa zaradi depresije ali kaj, ona to nekako lajša. In jaz knjigo zaključim, da najdejo, da je ta glavni junak, ki bi rekel, dve resnični osebi sta malo zadaj skrite. Jaz niti se nisem trudil, da bi več zvedel o njih, ker bi pol pisal biografsko prozo. Eden je Jože Kerenčič, predvojni komunist iz ormoških, Slovenje-Goriških goric, ki so ga v Pesnici prijeli in ga tudi ustrelili. V Pesnici je bil zato, ker je imel tam strica in znamenito pesniško Kerenčičevo družino. Tu so ga ustrelili, jaz ga nekaj kot junaka bi rad obdržal v življenju in namesto bi ga ustrelili, pošljem, da ga pošljejo v Dachau in Mauthausen. V pesniški fant, Slavko resnici, pesniški fant, ki je ime Slavko in je tudi junako ime Slavko, ki ga ni več, je pa res bil v taborišču in pol jaz to vlečem, kot da je ena oseba. Nekatere osebe so popolnoma izmišljene, se vidiš, da nekaterim dam pravo ime, Jožetu Potrču ali komu, tiste, o katerih bi lahko kaj žlahtnega napisal, jim ne spremenim imena. Kdo pa, ki je bil večja baraba, kaj izdal in tako dalje, pa si pač mislim ime. Jaz kljub temu, da si že sama to kdaj rekla, se zelo trudim, da ne bi obsojal ljudi za nazaj. Zakaj so se takrat tako obnašali? Naša generacija je zelo nagnjena k temu. Beli, rdeči, vsi so svinje ali pa so oni svinje. Ni tako enostavno. Nismo takrat živeli. Sam ne vem, zdaj sem gledal eno dramo od Vojnovića, sta dva brata in jih obkolijo Italijani, da jih bodo postrelili, pa eden skoči skozi ena vrata, pa beži okno, drugi čez druga, eden laufa do belih, drugi pa do partizanov. In se potem na koncu v neki bratomorni vojni streljata drug po drugem. Kaj pa vem, kak je bilo takrat? Večkrat povem, da mi je tako vzor Dostojevski, ki je napisal Ti zločin in kazen, in mu na pamet ne pade, da bi ga obsodil. Razkolnikova, morilca, dve žensk, ne. Čaka. In tam tudi gre čez vse depresije, čez 2 leti se pa gre sam javiti, da bi se olajšal. Torej, v nas se mora nekaj zgoditi. Evo, in to, po teh stopinjah sem jaz zadaj cepetal, kar so že drugi vedeli. No, zanimivo je to, da pravzaprav si vse svoje romane, teh zadnjih 6, 7, o katerih sva prej jih samo omenila, postavil pravzaprav v 20. stoletje. Najpogosteje v 30. leta, tik pred vojno, tik po vojni, se dogajajo. Skratka, v 20. stoletju in večina jih je postavljena tudi na območje Slovenskih goric. Seveda je prostor širši, se dogajajo tudi drugje.
Me to zelo veseli, pridem na Dolenjsko, pa reče, točno tako je bilo pri nas, pa reče, super, da si napisal. Kdo ti je povedal, ne, pomeni, da ima. No, Ja. seveda ta roman lahko označimo kot zgodovinski roman, ker številna dejstva v tem romanu so zgodovinsko preverljiva, mislim, so definitivno držijo, tudi omenil si naprimer to fortifikacijo, gradnjo teh bunkerjev. Omenil si, da so tudi osebe, ki so delno resnične, omenil si zdaj lik, ki je služil za sina, ne? Torej Kerenčič, ki je na nek način seveda služil, ne, da si oblikoval ta zanimiv lik sina. Za očeta pa nam še nisi izdal, ne? Oče je pa znamenit vinogradnik. Je tudi zadaj sem spoznal neko žensko, najbolj se mi ti vinogradniki zdijo smešni, moj prijatelj je Eugen Car, ki je filmski igralec, pa ima mali vinograd, pa pravi, naše vino je pil cesar. Pojdi mi, kak sosed reče, car je malo nor, naš tam prek je pil, ampak tam okoli Dobrovnika so gore Lendavske gorice, tisto vino je pil, zdaj sem hodil po Dolenjski, po neki poti in tudi tam so rekli, naš sviček so pili v Habsburžani na dvoru. Sem bil na morju, pa eden prodajo toplo črno vino, jaz sem ne pijem več, pa ženo prosim, ne spije, da bo oni ne bo žalosten. Pa spet pravo, naše vino s Premude je pil Franc Jožef. Ti bi bili skozi pijani, če bi spili toliko, ko sam Slovenci mislijo, da jih je. No in jaz sem pač si izmislil enega vinogradnika zato, da sem primerjal dva pola bolševizma. Eno je zemljo tistem obdeluje, drugo pa tovarne tistim, ki v njih delajo. Ampak to sta dve popolnoma različni stvari. Zemlja in stroj, proti stroju lahko štrajkaš, proti zemlji, ki zdaj je polni vinograd grozdja, ne boš rekel, bom štrajkal, ne bom pobral. Ne? Sta dve popolnoma stvari. Zato sem si izmislil lik očeta in sina, ki zagovarjata tudi različne vrednote, ne? Na koncu pa pristaneta na istem skoraj. Pristaneta na istem, oba sta razočarana. No, tukaj tudi moramo omeniti Sizifov mit, ki se pojavlja v romanu. Ne? Ja, knjiga je imela do zadnjega naslov Sizifova linija namesto Rupnikova linija. Pol pa smisel, ljudem niti vsi ne vejo, kaj je to, pa sem se odločil za pesniški dvor, ki je, torej upam, da bo prerasel malo metaforo za Slovenske gorice. Ima pa knjiga, ne, s katero se konča ta knjiga, dejansko knjiga naslov Sizifov. To sem povzel, ker je ta Kerenčič, ki sem ga omenil, ki so ga tako mladega ustrelili še, in ki je zdaj narodni heroj, vržen je bil s partije že pred vojno, ker ni mogel zastopiti, kaj dela Stalin s kolhozi, pa s tem pa je videl, da tudi to ne bi šlo. Pol je pa napisal 6-7 novel, jaz sem vse prebral večkrat, ampak dve se mi zdita nadpoprečni, socialni, o viničarjih in viničarskih otrocih. Pisal je pa tudi kar precej tehne eseje, malo podložene z bolševizmom, o učiteljih in tako dalje. In jaz zaključim knjigo s tem, da žena pa hčerka, ki sem jo že prej omenjal, hčerko Zariko, najdeta ATV spise in si reče, da to mora vas spraviti, urediti, pa da bo nekdo natisnil. In končam roman z tem, mogoče pa bo kdo. In v resnici je, hvala Bogu, Ivan Potrč, ki ga je poznal z Ptuja, je naredil tako knjižico. Lahko se bi pa jaz bil domišljavec še večji, pa bi si mislil, pa tudi moja knjiga pravzaprav poroča isto, kar je on želel narediti. Ja, rekli smo že, knjiga zajema kar dokaj širok prostor, od pesniškega dvora Ljubljane, Dobrovnika, Benice v Prekmurju, Ptuja, Radgone, Novo mesto, Dachau, Pesnica, Jarenina, tudi kar daljše časovno obdobje in veliko zgodovinskih dejstev. Prej si rekel, da si kar veliko študiral za ta roman, ne? Res veliko, mislim, da si dal tudi ga poskusno prej brati, kar se tiče zgodovinskih dejstev, da ja,
ti glavni zgodovinski dogodki, ki so pač omenjeni, res držijo. Ampak hkrati pa se mi zdi, da je eno tako sporočilo, ki bi nam v tem današnjem času kar moralo dati misliti, samo da najdem ta citat, ki govori seveda o tem, da je zgodovina človeštva zgodovina samih vojn in spopadov, in se sprašuješ, kdo so pravzaprav... Če sam lahko rečem, ne bom to, kar si ti ne bereš odvela. Moj ata je bil rojen pred Prvo svetovno vojno, zgubil je svojega ateja, torej mojega dedeka na prvi dan Prve svetovne vojne po nekem slučaju. Ampak pol so mislili, ko ne bo več Avstro-Ogrske, pa ne carske Rusije, pa ne Turčije velike, da bo zavladal neki red na svetu. To mi je pa ata tako večkrat rekel, več Tonček, enega leta 35 smo se pa že začeli bati na svet. In ne da bi bil pesimist, veljam za vedrega človeka. Moram reči, da današnja situacija v svetu tudi diši po takih hudih, ne vem, upam, da se ne bodo zgodile. Od takrat je Hitler zasedel Avstrijo, prej že Poljsko in tako dalje, smo se začeli bati, da bo kaj hudega. In mogoče sem jaz poskusil neke te stiske. Sem bil pred 3 leti v Ukrajini, pa to nekako drugače zdaj tudi gledam. Pa najhuje mi je, ko zvečer prežgem televizijo, pa vidim malega otroka sredi ruševin, nikoga otrok se pa joče. Tako da tudi iz te stiske sem mogoče poskusil tu reči. Ja, zdi se mi, da bo roman nagovoril zagotovo vse tiste, ki jih zanima tudi zgodovina, se pravi naših krajev. In preko zgodbe se mi zdi, da se veliko lažje soočaš s temi zgodovinskimi dejstvi, da si jih tudi veliko bolj zapomniš, ne nazadnje ta zgodovinska dejstva, kot če bereš zgolj zgodovinske knjige. Seveda je pa to roman bistveno več od same zgodovine. In jaz bi vseeno ta citat za konec, ki se je pa mene zelo dotaknil in mi je dal misliti, ko praviš: tudi današnji objestni zmagovalci in zavezniki bodo v bistvu nazadnje poraženci, le da tega še ne vejo. Ker bo treba spet popravljati svet, državne meje, deliti plen in interesna področja. Zdaj praviš, da si najbolj srečen, kadar si noseč z novim delom. Kako poteka ta tvoja zadnja nosečnost? Vem, da je težavna, ker je roman zelo obsežen. Ker delava v Beletrinini, fini prodajalni novi v Mariboru, oziroma v lokalu, ki je nek kulturnem prostoru v Novem Mariborskem. Moram reči, da je sicer Mitja Čander je iz Hoč, kakor moj ata, sva prijatelja, in pravzaprav on hudič ima zasluge, da jaz kar naprej pišem. Ko mi izide knjiga, mi reče: Tona, sem te dal za 2. leto v program, glej, da do decembra mi nekaj oddaš. In mi je to na nek način velika spodbuda in tudi to, o čemer ne bi rad govoril, zdaj sem mu neprevidno rekel, ja, mogoče, in se zdaj že 2 leti mučim. Če pa res za konec rečem še, kako sam doživljam svet, ali pa če me kdo vpraša, ste Mariborčan, kaj čutite do Maribora, to sem že večkrat rekel, da se jaz počutim Mariborčan v smislu, da jaz pač trenutno tu gostujem. 90% ali več ljudi, ki so kreirali to mesto, kakršno je tudi danes, ležijo v zemlji, na Pobrežju. Mi smo danes tu, meni ni več daleč, da se bom preselil tja, pa bojo drugi to delali. Se mi zdi tak napuh od neke generacije, ki ocenjuje vse nazaj, ki misli, da je zdaj v taki ihti, da mora nekaj narediti, pa nismo naredili. Svet gre po nekih zakonitostih, mi pa imamo, tako ko leti avgusta tisti komet, pa malo zažari, mi pa smo toliko časa na svetu. Tako da za nek napuh ali pa, jaz sem pomemben, ali pa naša generacija, pa naše gibanje, sem jaz malo v dvomih. Ja, o tem si zelo lepo nenazadnje pisal tudi v romanu Sebastianin most, ki je seveda roman. Zmerno bojo, da boste fejst punce, pa da bomo moški gledali za vami. Zato je živ tudi Kulak, ker ni političen, ampak je človeški. To ja, te ideologije, pa to
je že pod nami, so sanjali eni, drugi, tretji in bodo tudi naslednji. No, in ker smo v prazničnem času, te bom samo za konec vprašala, a boš tudi letos silvestroval na Iloviku? Nažalost ne, ker so mi nekako odpovedali tisto, ker jo prenavljajo. Hiša? Ja, kam drugam pa nočem iti, ker je tista 3 metre od morja, noben ga ne srečam. Zdaj je tam manj kot 50 starih ljudi in je res mir. Poleti pa so turisti, pa se skoraj ne da tam biti. Od tam se vsako po novem letu vrača ozdravljeno dušo in telo. Ja, in nastala je tudi prekrasna knjiga Ljudje z otoka, ki govori o ljudeh z otoka Ilovik. Tako, zahvaljujem se ti za pogovor in seveda upam, da bo čim več bralcev seglo tudi po tej knjigi Pesniški dvor, ki govori nenazadnje tudi o zgodovini naših krajev. Hvala, Darka. Beletrina. V živo.